Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. V današnjem Facebook pogovoru v projektu Teniško aktivni gostimo legendarno Mimo Javšovec. Lep pozdrav, kaj trenutno torej dela Mima Javšovec, igra kaj tenis, s čim imate zapolnjene dneve? Ja, trenutno na žalost imam fizioterapije, ker sem imela eno poškodbo ramena, ki traja že 6 mesecev, tako da sem res 3-4 mesece zdaj posvetila temu. In seveda, na žalost sem zamudila US Open, ampak spremljam tenis in upam, da bom tudi kmalu zaigrala, saj tenis nekako moja velika strast in brez tenisa je zelo težko. Letos ste postali tudi ambasadorka turnirja v Portorožu. Kaj vam pomeni ta vloga in kaj želite v tej vlogi predati teniškim igralkam in navijačem? Ja, ko so me obvestili, če želim biti ambasadorka turnirja, mi je bilo v veliko čast. Seveda, karkoli je povezano s tenisom, predvsem pa ženskim tenisom, mi je veliko veselje, če lahko na katerikoli način pomagam. Želimo seveda promovirati ta turnir, saj je to en velik dogodek v Sloveniji, v športu, predvsem pa zato, ker imamo zares kvalitetne 2 igralki v igri posameznici in pa tudi dvojice Andreja Klepač, tako da mislim, da je to velika pomena tudi za promocijo Slovenije in pa za promocijo tenisa, predvsem pa se mi zdi pomembno za naše mlade, tiste najmlajše, da vidijo svoje vzornike, ki pa sodijo že v svetovni vrh in mislim, da bomo na delu videli zares izjemne igralke, ki sodijo pa sam svetovni vrh. V Portorožu ste pred več kot desetletjem oziroma skorajda pred 20 leti sodelovali v spektaklih v pokalu FED proti Rusiji in Združenim državam Amerike. To je bil čas te zlate generacije. Kako se spominjate tistega obdobja? Ja, tisto obdobje je bilo zares izjemno, saj smo imeli 4-5 igralk, ki so bile v svetovnem vrhu med 100 igralk na svetu, in gostiti igralke, kot je bila, ne vem, Dementjeva ali pa Venus Williams, Serena, to je bila Navratilova, Billie Jean King kot vodja. To so bili takšni dogodki, ki so v bistvu prav zaznamovali ta ženski tenis in zares je bil en izjemen spektakel. In samo ena tako anekdota, Billie Jean King je pojem v svetovnem tenisu in med svetovnimi ljudmi. Na vsakem dogodku, ki ga imamo zunaj, na kakšnih Grand Slamih, vedno omeni Portorož, da je to bil eden izmed njenih najljubših Fed Cupov oziroma Billie Jean Cupov, ki se zdaj imenuje. In tako da smo lahko ponosni, kako lepo je v tem Portorožu organizirati en takšen teniški spektakel. Kaj pa takšni dogodki pomenijo za slovenski tenis? Za slovenski tenis so to izjemni dogodki, saj vemo, da se tisti najmlajši od teniške šole pa do naslednjih generacij zgledujejo po naših najboljših igralkah in igralcih. Trenutno pač imamo več igralk v svetovnem vrhu in vedno je pač način, na katerega neki mladi zaresno poprimejo in se spoprimejo s tem tekmovalnim tenisom, je ta, ko vidijo, da imamo neke igralke, ki hodijo po teniških turnirjih, ko posegajo tudi po najvišjih mestih na svetovnem merilu, in mislim, da je to izrednega pomena, da imamo vsaj 2 igralke trenutno, so pa še vedno tiste mlajše, ki pa zares že nabirajo izkušnje. En takšen turnir, kot je Portorož, je izjemnega pomena, predvsem za te mlajše, ki dobijo priložnost, da sploh sodelujejo na tem turnirju in si pridobijo neke potrebne pike za to svetovno lestvico. Tenis je v Sloveniji seveda zelo popularen, otrok je veliko, a priti na vrh je zelo zahtevno. Kakšen je morda vaš nasvet mladim, pa tudi staršem? Kako naj hodijo po tej težki poti, a vseeno zelo lepi poti? Ja, tenis je zelo, se mi zdi, en najbolj kompleksnih športov. Potrebno je veliko vlaganja že od malih nog, bom tako rekla. Res je, klubi se trudijo, imajo ogromno število otrok v teniški šoli, nekoliko se zakomplicira, ko pridejo nekje v kategorijo 14 let in dalje,
saj vemo, da je potrebno veliko finančnih sredstev in številni starši tega bremena ne zmorejo, ampak se mi zdi, da če nekdo ima zares rad ta šport in če pri otroku se nekako vidi, kdo je tisti, ki pa 100% želi nekaj doseči v svetu, in mislim, da se najdejo načini, da se takega talenta podprejo, in starši pač se morajo zavedati, da imamo dobre trenerje, ampak otroku je pač treba vedno stati ob strani, v tistih dobrih trenutkih, v slabših trenutkih, jih bodriti, in starši so pač del njihovega razvoja in mislim, da morajo biti prisotni na neki način, saj so skoraj vsak mesec turnirji in nekako morajo nuditi tisto podporo tem najmlajšim. Se mi pa zdi najbolj pomembno pa je tista moralna podpora in prava psihološka podpora, saj tenis je šport, ki zahteva zares velike psihološke napore in mislim, da je najbolj pomembno, da je starši tu nekako najbolj stojijo ob strani in pomagajo uskladiti vse te številne obveznosti, ki jih imajo. Koliko pa vam morda misli še uhaja v vašo teniško kariero? Hodite kaj po turnirjih za Grand Slam, kjer lahko podoživljate te uspehe? Ste namreč še vedno edina Slovenka z zmago na turnirjih za Grand Slam med posameznicami. Ja, tenis obožujem še vedno, hodim še vedno večinoma na vse 3 Grand Slame, Pariz, Wimbledon in US Open ponavadi, in tam se srečujem s svojimi bivšimi soigralkami. To VTA združenje ima tudi tako imenovani VTA Legends, kjer se v bistvu dobivamo parkrat na leto, organizirajo se neke dobrodelne stvari za pomoč različnim bivšim igralkam, sedanjim igralkam, karkoli se pojavi, kakšen problem skušamo rešiti. In mislim, da je tenis bil prvi šport, ki je privabil bivše profesionalke oziroma bivše igralke in je nekako organiziral ta naša srečanja. In to je tako eno lepo veselje in moji najboljši prijatelji so pač v teniškem svetu po svetu. In to mi veliko pomeni in še vedno mi požene to adrenalin, ko sem na enem turnirju, ko pogledam kakšno dobro tekmo in tako da se že veselim mogoče naslednje, predvsem tega Portoroža zdaj. Prejšnji teden se je poslovila Serena Williams. Kako gledate na njeno vlogo v ženskem tenisu in športu na splošno? Ja, Serena je zares ikona ženskega svetovnega tenisa. Neverjetno, kakšno publiciteto je dobila zdaj ob slovesu, se mi zdi še največ od vsega. Je pa res, da to, kar je naredila in od kod je prišla, in se mi zdi predvsem, so jo mnogi ljudje spoznali, ko so videli tale film King Richard, ko so v bistvu spoznali, iz katerega okolja je prišla, na kakšen način je uspela in kaj se dala skozi, da je postala najboljša igralka na svetu. Mislim, da so jo mogoče danes tudi mnogi ljudje bolj cenijo. Je pa res, da je orala ledino za ženski tenis, predvsem pri temnopoltih. Bila je ena markantna oseba, ki se ni ozirala na mnenja drugih, šla je svojo pot. Številni so imeli pripombe, da je, ne vem, pretežka, premočna, preveč mišic, ne bo nič. In je vsem dokazala, da enostavno, če nekaj želiš in greš svojo pot, se da tudi uspeti. In zares kapo dol Sereni za njeno kariero, za vse, kar je dosegla in kakšno pot je v bistvu naredila za te nove, mlade ženske, ki verjamejo tudi, da iz nekih okolij, ki niso mogoče tako prilagojene tenisu, da se da uspeti. Mislim, da je to zares nekaj izjemnega, kar je naredila in manjkala bo v ženskem tenisu. Res je bila izjemna osebnost in na žalost, ko je bil to zadnji turnir, mislim, da bomo še kar nekaj let iskali novo Sereno, ki bi tako dominirala kot osebnost in kot igralka na teniškem prizorišču. Kakšen pa je vaš pogled torej na splošno vlogo žensk v tenisu, v športu? Glede na vaše čase se je verjetno marsikaj spremenilo na boljše.
Ja, dosti se je spremenilo na boljše. Moji časi izpred 40 let in več so bili zelo drugačni. Jaz se spomnim, ko sem osvojila, ne vem, prvi turnir Rim, ko sem osvojila leta 76. Enostavno, ko sem prišla takratno državo Jugoslavijo, ne, ni bilo iste veljave, kot bi če ne en moški osvojil ta turnir. In sem dolga leta sem se borila, da nekaterim ljudem dokažem, čeprav mi ni uspevalo preveč, ampak da prvo mesto na istem turnirju v ženski ali pa prvo mesto v moški kategoriji je pač prvo mesto. Mi imamo svojo kategorijo, moški imamo svojo in mislim, da je to kasneje, ko je Billie Jean začela svojo kampanjo in ko smo v bistvu, ko so zvišali malo prize money, ker naše denarne nagrade v primerjavi z moškimi so bile smešne, to je bilo 1:500 primerjalno. In ko so se te denarne nagrade nekako izenačile, mislim, da je ta ženski tenis dobil tisto pravo veljavo in da je postal enakovreden moškemu. Tako da mislim, da smo danes lahko res ponosni, na kakšen način se ženski tenis razvijal in kaj predstavlja danes v svetu. Prej smo govorili o slovesu Serene Williams, na turnirju v Portorožu pa se bo poslovila Katarina Srebotnik. Omenjali smo to zlato generacijo, v kateri je bila vodja prav Katarina. Kako gledate na njeno kariero? Po dolgih letih se je odločila, da se bo poslovila. Imela je zares izjemno kariero. Jaz sem jo v bistvu spremljala od samega začetka, ko je že kot 12-letna deklica osvojila državno prvenstvo in potem vsa ta leta v vseh kategorijah. Zares moramo se zavedati, da v tistih časih pogoji niso bili takšni, kot so danes, mnogo slabši. Igralke so se morale nekaj znajti same in Katarina da je dosegla, da je bila tam med 20 na svetu, da je bila prva igralka na svetu v dvojicah, številne Grand Slame osvojila v dvojicah in v mešanih dvojicah in toliko let je bila v samem svetovnem vrhu in mislim, kjerkoli po svetu potujem, vsi jo poznajo po teh zmagah in mislim, da smo lahko ponosni, da smo imeli takšno igralko, takšna slovesa in mislim, da si zares zasluži en lepo slovo in da upajmo, da bo še ostala nekako v tenisu, saj mislim, da vse te bivše igralke lahko s svojimi izkušnjami in nasveti veliko doprinesejo našemu ženskemu tenisu. Zdaj sta v ospredju Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Ju spremljate, kaj bi izpostavili pri njima? Ja, izredno sem vesela, da imamo Kajo in Tamaro, ki sta med 100 na svetu. Vemo, kakšen izjemen uspeh je Tamara lansko leto dosegla z uvrstitvijo v polfinale, skozi se drži nekje med 100 na svetu. Pač Kaja tudi, vsak ima malo krize, malo mu gre dobro. Kaja se mi zdi letos, da je zares naredila nekaj super rezultatov, Wimbledon, Pariz je dobro igrala in obe sta še mladi, imata še veliko rezerv in tenis pač je izredno naporen šport in predvsem psihološko so to iz tedna v teden so pritiski in te mlade igralke se nekako morajo ustaliti na tem teniškem turu, morajo nekako spoznati, kaj jim najbolj odgovarja, kateri trener jim najbolj odgovarja, način teh potovanj, to vse treba zdržati in se mi zdi, da pač naše igralke mogoče rabijo nekaj več let, da se spoprimejo z vsem tem stresom in pritiskom, ampak jaz verjamem v njiju in mislim, da smo lahko ponosni na vse njihove rezultate in verjamem, da je Portorož mogoče ena taka priložnost, čeprav je to še en večji pritisk pred domačo publiko, ampak jaz verjamem v njiju in njuno igro in bomo navijali in želimo vse zares vse dobro. Hvala lepa in se vidimo v Portorožu. Hvala lepa za povabilo in se vidimo v Portorožu.